Tale podoba je parodija, pravijo člani društva Nova smer, ne žalitev Ivane Kobilce. Kofetarca z brzostrelko je tudi opomin vsem Slovencem, da se je treba boriti za to, da Slovenijo ohranimo varno in normalno. To je jasno ideološko sporočilo in z njim se da polemizirati. Lahko se ga zavrne. Prepovedi vsakega izražanja pa bi se morali lotevati skrajno previdno. Avtorske pravice za sliko Ivane Kobilce so že zdavnaj potekle, no eden od očitkov je bil: gre tukaj tudi za moralne pravice, torej podobe. Celo pravniki o tem govorijo različno, toda zakon je napisan zelo jasno. Avtorska pravica je enotna. Torej tudi moralne pravice pretečejo z materialnimi. Sporno je lahko, da so v društvu prodajali majice s to podobo, in to so začasno ustavili, a tudi tu stvari niso čiste. Sodne prakse v teh primerih še ni, a nekateri strokovnjaki so nam poudarili, da je treba upoštevati načelo sorazmernosti. Zakon naj bi prepovedal le tisto rabo, ki bistveno posega v ekonomske interese lastnika. In tudi ni nepomembno. Na majicah ni bila tista slika, ki jo ima gospod Hribar v lasti, ampak derivativno, novo delo. In del stroke opozarja, če bi sprejeli interpretacije, ki jih zdaj ponuja ministrstvo, bi bil to grob poseg v svobodo ustvarjanja. Ta je včasih neprijetna res. Tudi sami člani društva, ki se zdaj borijo za svoje pravice, so bili precej kritični, ko so opisovali druge avtorje. Zato vprašanje, bi morala taka sporočila biti dovoljena, tudi če vam niso všeč? Mislim, ja, ker je to svoboda izražanja. A ostaja vprašanje, bodo vsi vpleteni enakega mnenja kot zdaj tudi, če bodo vloge kdaj obrnjene?